Ja, takole pri zakurjeni peči razmišljam o peki kruha, sam pa se grejem. Namreč zelo malo je tistih, ki še v krušni peči spečejo kruh in je ta kruh tak, kot mora biti. Namreč tisti, ki se še spomnimo, kako je zadišalo po kuhinji takrat, ko se je peklo v krušni peči, tisti to čutimo. Spet oni drugi, ja, morda nikoli ne bodo vedeli ali pa celo mi narobe ocenjujemo, kaj da je res okoli te peke kruha. Ali smo bili takrat lačni ali pa je bil kruh v resnici boljši, kot je danes. In prav zaradi tega velikokrat v kmetijski oddaji spečemo kruh in pa predvsem z njim tekmujemo. Aktivi kmečkih žena širom po Sloveniji organizirajo veliko teh tekmovanj. Eno prvih tekmovanj v strokovnem smislu je bilo tudi v Škocjanu. In v Škocjan smo odšli, kjer smo pogledali, kako je bilo na tekmovanju. Da pa ne bo kar tako, smo spekli najprej kruh. Kruh na tisti stari način, z drožmi smo včasih rekli, na kislo, ali kakor že hočete. No in pogledali bomo najprej, kako se je pekel ta kruh. Preden smo odšli na tekmovanje, smo še spekli kruh. In ker kruh pečen iz drožji dosega vse boljše rezultate, smo spekli takega. No in poslušamo, kako je bilo na delavnici. Drožji so mešanica moke in vode, kjer s procesom fermentacije pravzaprav pridobimo vzhajalno sredstvo, ki pomaga seveda pri dvigovanju kruha, tako bom rekla, pri peki kruha. No pa povejte, kaj je to drugače? Ta kruh smo pekli nekoč. Kaj je drugače, da bodo razumeli tisti, ki tega ne vedo, peka kruha z drožmi? Bistveno drugačen postopek je to pri izdelavi kruha, kot je pri običajnem, klasičnem načinu peke. Postopek je malo dolgotrajnejši, potrebno je narediti starter. Starter običajno 3 do 4 dni traja, potem to je hranjenje, vsakodnevno hranjenje z moko in vodo v enaki količini. Seveda, hajanje kruha je tudi malo daljši proces, odvisno od zunanje temperature okolice, kompaktnosti drožji in še česa. Verjetno pa vsaka moka ni ravno pravšnja. V Avstriji smo pri taki peki kruha velikokrat imeli rženo moko, povejte. Najboljša je ržena moka, torej največja verjetnost je, da vam drožji ratajo, uspejo, ržena moka. In običajni starterji so iz ržene moke, je pa mogoče narediti starter iz katerekoli druge, polnovredne seveda moke. No, kaj je potrebno pri pripravi teh drožji? Kadar delamo starter, ga delamo pri sobni temperaturi. Če se nam zgodi, da gremo na dopust ali da ne bomo pekli en teden, spravimo v nek steklen pokrit kozarec te drožji v hladilnik in lahko pustimo tudi teden, 14 dni. Lahko jih občasno pogledate, se jih pa v hladilniku ne hrani. Običajno se drožji, če jih dalj časa pustimo, zaščitijo z ocetno kislino, ki v bistvu poveča kislost samemu kruhu. Lahko pa to kislino odlijemo in pač nahranimo ponovno starter in spečemo kruh. Lahko bi rekla, da je to že star, poznan postopek. Ta postopek so poznali. Včasih so matere, stare mame, del testa spravile, posušile in spravile do naslednje peke. Zvečer, en dan predno so naslednji dan pekle, so ta staro testo, trdo testo dale v vodo, dodale malo sladkorja ali pač tudi ne in ponovno dobile kvas za vzhajanje. Včasih so tudi pobirali v času vretja vina, pene, jih zmešali z vodo in na ta način tudi dobili vzhajalno sredstvo, torej drožji.
Poleg etnološke vrednosti verjetno je še kakšna prednost v peki takšnega kruha. Prednost je precejšnja, namreč vsa fermentirana hrana blagodejno učinkuje na naš organizem, na naše glavne možgane, to je črevesje, rečemo druge glavne možgane. Seveda je lažje prebavljiv, celo po nekaterih raziskavah, tudi če delamo kruh iz droži iz neekološke moke, do 40%, sama fermentacija do 40% pesticidov, s katerimi je varovano žito, uniči v postopku fermentacije. Tako da pravzaprav seveda svetujem, da delate vse iz ekoloških proizvodov, pa vendar dobra novica je, da tudi iz neekološkega žita so velike prednosti. To je kruh, ki ne napihuje ne v želodcu, ne v črevesju, blagodejno deluje, vnašamo zdrave bakterije, torej človeške, koloniziramo človeške bakterije, pomagamo pri boljši presnovi in seveda sama fermentacija omogoča, da iz žita dobimo vse minerale in vitamine, ki jih žito ima. No in pogovarjali smo se tudi z vrstno kuharico, ki počne, torej kuha že dolgo vrsto let in kaj misli o predavanju. Ja, to je bilo predavanje o tem kruhu z drožmi. In jaz sem ga enkrat spekla, ta teden v ponedeljek, torek je bilo, ne vem. Prvič da bi imel ratov, pa ne sem še do kraja tako vedela, zdaj sem pa prišla še po informaciji, kaj če drugega reči. Glejte, droži, pa potem še zraven krušna peč, pa je to že, povejte, no? Seveda, normalno, pa s peči, to je pa še malo boljš, ne, ko pa z rora, ne? Pa polnozrnata moka, pa to je, z možno smo sama, spečemo peč kruh, on mi peč priprav, jaz pa zamesem in ga imamo za na par dni, za 3 tedne recimo, pa 4-5 kil zamesem in to je to. Verjetno pa takšna predavanja, izobraževanja koristijo. Sigurno, pa bom zdaj malo drugače, ko sem prvič naredila, ker sem se malo naučila danes. Tudi vi ste prišli verjetno zaradi droži, bomo temu rekli, kako na kakšen način se na drugačen način ali pa na star način speče kruh. Ja, zato sem se odločila, ker želimo še bolj dober kruh jesti. Zdaj sem ga pekla s kvasom, navadnim kvasom, zdaj bi pa rada spekla z drožmi. In ker vidim, tudi moja kolegica iz Kopra mi je svetovala, da je zelo dober kruh in sem se odločila tudi jaz na to delavnico iti. Doma pečete kruh za družino, koliko tega kruha spečete? Ja, 2-krat na teden, po 3 kil moke. Ja. Ker imamo veliko družino, za 2 družine pečem, ja. Zdaj bom pa z drožmi pekla, ker je bolj zdrav, iz polnovredne moke in bo tudi za vso družino bolj dobra prehrana, ne. No, v nadaljevanju pa bomo odšli na tekmovanje. Namreč samo tekmovanje je zanimivo predvsem zaradi tega, ker se članice aktivov kmečkih žena želijo pomeriti med seboj, malo zaradi druženja, še veliko več pa zato, ker je to tudi svojevrsten prestiž, če znaš speči dober kruh. In veliko je tistih, ki se na ta tekmovanja odpravijo zgolj in samo zaradi tekmovanja. Poglejmo. In eno od opravil je zagotovo zbiranje krušnih vzorcev. Poslušajmo, kaj so povedali pri zbiranju. Letos sem spekla koruzni mešani kruh. Vsako leto prihajam na to ocenjevanje. Rezultati so kar lepi, no, srebrno zlato priznanje sem do zdaj prejela. Kaj si obetam letos, pa ne vem. Malo me skrbi, da ne bo prav v vrhu, ampak prinesla sem zato, ker pač želim sodelovati v domačem društvu. Malo tudi, da vidim druge kruhe, kakšni so na izgled in okus. To.
No, saj včasih smo rekli, peki so pekli kruh, ampak fantje na teh tekmovanjih niso bili običajni, čedalje več jih je. Jaz pekel sem bel kruh, nisem prvič, sem že par let nazaj sem tudi že sodeloval. Tako da obetam se pa tako neko srednji rezultat. Bomo videli, pustim se presenetiti, kako bo. Povejte, kakšen vzrok vas žene, da pečete kruh? Ja, redno ga pečem sam v svoji gostilni, sicer naučila ga je peči moja mama, tako da ga dela na način, kot ga je že prej mama in prababica in vse, tako da ja, delam ga pa sam. To je velik pomen v gostilni, to je dodana vrednost, domač kruh, tako da imajo gosti zelo radi, čist nekaj drugega. Kako zanimiva so slovenska tekmovanja v peki kruha, pa poslušajmo v naslednji izjavi. Celo po hitri pošti se kruh pošlje, ampak našli smo jo in jo povprašali, kako, zakaj, čemu. Kruh je bela pšenična moka, naša. Mi sejemo doma pšenico, peljemo v mlin, dobimo točno našo moko, blizu Pivka je in v mali pristavi je mlin in tam se naročim in dobim našo moko. In sem naredila tudi iz našega domačega radiča. Ni tukaj, ker sem dala tri cvetove, tri tega radiča, ne zraven. Ne? In sem naredila iz goriškega radiča. Zdaj po domače se kliče sukenski rehot. Ne? In ta je zrasel v Vrtojbi na isti njivi, ko je ta pšenica zrasla. Tako da smo ga pridelali, vzgojili pol v toplim prostori, ne v eni garaži, da smo imeli malo. Pred letami se je ta radič na Primorskem, mislim, Sokani je bilo najbolj, ne. So kmetije, ki so imela živino v hlevah, ne, mi smo rekli v štali, tam je toplo, ker je živina noter po zimi v zaprtim prostori in tam hitreje raste, ga daš v hnoj in malenko zemlje, ne, in tile skopaš radič, izkopaš iz zemlje, pol ga daš lepo v zaboje, ali pa v kakšen taki prostor primeren, jasli so dali tudi enkrat, ne, in tam ti v enih 12-14 dnevah, ko je toplo, eden pred drugim, ko je, ti zraste tisti cvet in se pobeli malo. In drugače je pa živa rdeča barva, ta radič, ena lepa barva je, krasna, ko Goriška vrtnica, Nova Gorica ima tudi znak vrtnico, ne. In sem naredila z tega malo radiča zrezala, tudi korenine se zreže, korenine so bolj grenke, okusa, in pocvrla na masli in pol ohladila in dala noter. In mož mi je rekel, da ne dela to, da tu pač ne poznajo tega, je rekel, ne stavi, jaz sem vztrajala, da dam. Ja, krasno predavanje o radiču, o tem bi lahko še kakšno rekli v naši oddaji. Sami pa, kako ste zvedeli za to tekmovanje v Škocjanu? V društvu Žena Vrtojba sem že 25 let. In pol smo bile, društvo Žena smo bile nekaj let v Zvezi kmetic in jaz sem bila tam predstavnica in sem spoznala celo Slovenijo. Sem srečna, da sem bila v društvu, v Zvezi kmetic, gospa Irena je bila vse leta izredno prijazna in prijetna. In sem spoznala in pol sem vedela za tele, ker pri nas na Primorskem nima tega, da bi imeli za kruh ali to, ne, razstavo ali pa pol tudi ocenjevanje. In sem poslala enkrat, sem poslala dvakrat in tako je bilo. Tudi v Belo Crkvo pošiljam. Ja, strokovno-organizacijski pristop v Škocjanu je nekaj, na kar smo lahko na Dolenjskem ponosni in poslušajmo predsednico, kako, na kakšen način so se organizirali, koliko kruhov je prišlo, skratka, kaj vse so počeli na letošnjem ocenjevanju kruha. Na letošnje ocenjevanje smo prejeli 79 kruhov. Bilo je precej različnih vrst, največ je bilo kruhov skupine E, to so kruhi z dodatki, veliko je bilo tudi navadnih pšeničnih kruhov, tudi praznični kruhi so bili kar lepo obiskani, ker
Bili so tudi lepi, lepo okrašeni. Peki so se res zelo lepo potrudili in zdaj pa veselo naprej v Belo cerkev. Ja, sredi aprila pa v Belo cerkev na tekmovanje, to smo zvedeli. Vi pa povejte, kako ste delali s komisijami? Imeli smo 2 ocenjevalni komisiji in so odločili, da podelijo 52 zlatih priznanj, 19 srebrnih, 3 bronaste in 3 zahvale, 2 kruha sta bila pa tudi neocenjena. No in povejte, odkot vse so prišli kruhi oziroma so jih poslali? Kruhi so prišli veliko so pekle članice našega društva, potem članice sosednjih društev, tudi nekaj občanov iz občine Škocjan. Veliko kruhov smo prijeli iz turističnega društva Dolsko, kar 11. Potem dobili smo tudi kruh iz Primorske, ki je prišel po pošti. Zelo smo pa veseli kruhov naših najmlajših. Sodelovali so otroci iz Škocjanskega, Šmarješkega, Šentjernejskega vrtca in tudi otroška skupina turističnega društva Dolsko. Predsednica, pa povejte, dolgo let ste že v aktivu. Ste letos vi pekli kruh? Ne, letos pa nisem. Sem to nalogo zaupala hčeri, ki je pa tudi zelo dobro upravila in lepo zastopala našo družino. Zasegla je zlato priznanje. Tako mami, in kaj pove hčerka? Prazničen kruh sem spekla. To mi pomeni, da sem ga dobro naredila, da je v redu, da je za pojesti. Ja. No pa ti povej, kaj je pomembno pri tem, ko se lotiš peke kruha? Da ti dobro shaje, da ga dobro zmeseš, pa da ga polka ga daš v pleh ne vržeš, kaj se pozna, da ni dober. Ja, tako je mamica, predsednica, naučila svojo hčerko, pa tudi vrtci niso od muh. Dolgo vrsto let že hodijo na tekmovanja. Poslušajmo. Ja, res je, vrsto let sodelujemo pri peki kruha. Največkrat smo se udeležili v Beli cerkvi, tokrat smo se še v Škocjanu, tako da so otroci veseli, ko delamo kruh. Spekli smo korenčkov kruh, ker smo tudi ekošola, tako da bila je želja otrok, da spečemo korenčkov kruh. Otroci spoznajo, kako nastane kruh sploh in da je to z pšenice in kje raste pšenica, kako nastane. Tako da so sodelovali zraven, kruh so gnetli, dodali vse sestavine in potem tudi skupaj smo ga dali peči. No pa še zaupajte, kako malčki sodelujejo. Nekateri zelo dobro vejo, kako nastane kruh in da tudi doma pomagajo mamicam in da tudi ostali peciva nastanejo približno tako kot s kruha. Ampak nekateri pa niti ne vejo, tako da so bile izjave tudi, da nastane iz hladilnika. No in še tale izjava. Spekel sem pšenični kruh, sem pa dobil zlato priznanje. Kaj ti pa pomeni to zlato priznanje? Da dobro pečem kruh, pa da sem ponosen nase. No in tudi komisijo smo povprašali, kaj da je bilo najbolj narobe, na kaj bi morali posebej paziti. Te malenkosti so, da je treba zelo paziti na sol, da jo ni preveč, da jo ni premalo. Posebno preveč govorimo takrat, kadar so mogoče prisotni tudi kakšni ocvirki, pa potem so že sami po sebi slani in potem, če še dodamo sol, je to lahko hitro preveč. Vedno pa poudarjamo, da če pa želite manj slan kruh, samo navedite na deklaraciji in potem bomo to v komisiji tudi upoštevali. Betka, pogledajte, kar veliko kategorij tega kruha ste zaradi boljšega ocenjevanja, bolj poštenega ocenjevanja spravili skupaj. No, povejte, 7. povsem nova kategorija.
Ja, 7. kategorija je pa ravno zaradi tega, ker imamo kar nekaj na novo vzhajalnih sredstev. Tega je zdaj kar veliko se pojavlja, veliko zaradi zdrave prehrane, zaradi mogoče kakšne stiske, ki jo imajo ljudje, pa se odločajo, da ne bodo imeli ne kvasa, pa bodo mogoče ali pecilni, ali ne vem, lahko se uporablja kamen, pa kislo testo, nastavki taki in drugačni, z drožmi in tako naprej. Tako da prav, če se ljudje za to odločajo, če jim to potem pomaga, je to dobrodošlo. In zaradi tega je ta kategorija, ki sicer ni tako obsežna, kot so ostale, vendar je prav, da jo imamo in da je potem lažje ocenjevati in da je potem tudi ocenjevanje bolj pravično. Tolikokrat ste že povedala o kruhu, tolikokrat o peki, tolikokrat o tistem, kaj je potrebno storiti. No in povejte še danes. Naj človek pol sveta obteče, ampak najboljši kruh pa le doma se peče. Poslušali bomo zmagovalca, ki mu priznanje za najbolje spečeni kruh veliko pomeni. Zaradi tega, ker je bilo to prvo ocenjevanje leta 2016, ko sem se ga udeležil. Tako da v bistvu mi to pomeni eno rast, po eni strani. Da človek, sicer takrat je bilo tudi dober rezultat, so bila z ženo prvo pa drugo mesto, ampak tako, bi rekel ljubezen do kruha, pa zahvala, da bi rekel, mislim tako, meni zahvala, da se splača truditi in da je to pač nekaj, kar očitno človek zna dobro početi. In se to, bi rekel, splača tudi ne zaradi tega, ker je to dober, ampak tudi tako, zares za veselje, na zadovoljstvo je. Je pa tako kruh enkrat rata, enkrat ne rata, v tem času je bilo vmes med temi leti, je bila tudi kakšna zahvala kdaj, ampak pač Bog pomagaj. Kruh je tako kot ljudje, en dan smo dobri, se fajn počutimo, drug dan smo pa malo bolj čudni. S kakšnimi kruhi ste tekmovali letos? Praznični kruh je bil 80 točk, vse točke, drug je bil ržen kruh z pivom in medom, ki je bilo tudi vse točke. Tretji je bil pa brezglutenski kruh, samo ajdove moke, ki je pa imel 79 točk ali nekaj takega. Ga še nisem videl, sploh ne vem, kakšen izgleda. Jaz sem ga videl, sem bil zunaj doma. V teh letih sem pravzaprav spoznal, da veliko pečete doma. Je tako? Ja, res je. Smo imeli velik privilegij, da lahko pečem za vnuke in da v bistvu je to tisto, tako da bi rekel, ne samo za doma, kuha res se ne spomnim, kdaj sem ga kupil, tako da bi ga, mogoče kakšnega vidiš kje, pa rečeš, tole pa hočem videti pa probati, ampak da bi ga pa tako kupil, zato da ga bom pojedel, pa res tisto spečemo doma. Vnuki pa imam priliko vsak dan ali pa vsak drug dan peči kruhe, in kar pomeni, da je veliko vaje, vaja dela mojstra, to je en tak velik privilegij. Na drugi strani pa kruhi vejo, kaj jejo. Vnuki vejo, kaj jejo. Dober kruh, domač kruh, glavnem ne delam belih kruhov, vse so več ali manj saj ali zelo polnozrnati ali pa velik delež polnozrnate moke, tako da so bolj zdravi. Pa samo 3 sestavine so v mojih kruhih, moka, voda pa sol. Pa naraven kvas oziroma pač kislo testo. In še enkrat predsednica. Ja, na tem mestu bi res se lepo zahvalila članicam našega društva. Lepo smo delali kar nekaj časa, bile so predpriprave, od petka naprej pa res intenzivno delo tukaj in rezultati so tukaj. Od Dravskega polja pa tja do Primorja, pšenica na njivah poleti zori. No, če smo tako spekli kruh z drožmi, če smo tako tekmovali, če smo na tak način razmišljali o sami peki kruha, bi rad rekel ob koncu tole. Namreč zaorati njivo, posejati pšenico, zmleti žito, vse to je prestiž tistega, ki to lahko stori. Namreč vse ostalo v tem industrijskem smislu je nekaj povsem drugega kot to, o čemer govorimo mi. Ne bom rekel boljše, ne bom rekel bolj zdravo, rekel pa bom, da bi le zaorali njive in le posejali žito, da morda ne bomo lačni. Zakaj? Bojim se, da bo imeti pšenico
zmleto v moko, prestiž. In če se bo to zgodilo, potem nam Bog pomaga. Skorjo rumeno s očmi občudujem, zavedam se dela in mnogih želja, ko v mislih po njivah pšeničnih potujem, ob kruhu se srečen postavljam doma, ko v ustih topi se mi bela sredica, pred mano spet mati ob kruhu stoji, hvaležno jo gleda vsa naša družina, prijazno nas božajo njene oči. Slovenski kruh, največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje so.